Dobro jutro, dobrodošli v novem tednu, da se javim, preden grem v službo. Čeprav sem še zmeraj malo zalimana. Ok. Nič, vsaj dežuje, ko sem napovedala. Se gledamo popoldne. Lep pozdravček, evo, sem prišla domov. Malo je že začel deževati, ampak zdaj se je pa res konkretno ulil. Ampak se mislim, da je dober, ker zemlja rabi malo vode. Pri nas že dolgo ni bo dežjano, tako da mislim, da bo to zelo dobro za zemljo. Nič, moram zdaj prevleči, če sem prešvicala. A ja, eno knjigo sem naročila, se vidi. Tole sem vzela v prednaročilu Sylvain Tesson, Poletje s Homerjem. Ta opis mi je zdaj ful zanimiv. Poletje s Homerjem je hkrati ljubezensko pismo o mitologiji in intimni dnevnik samotnega branja. Mislim, da to nekaj lih zame. Lepa še tole. Branje spomladi je kot hoja med cvetočimi mislimi. Kako lepo to mi si tako imela zakazalo. Od Žižka berem tole knjigo Nebesa v razsulu. To je v bistvu šlo v angleščini najprej. Neka založba iz New Yorka, se pravi leta 2021, in potem je prevod išel v Cankarjevi založbi lansko leto 2025. Ful pač vseji o politiki, o Trumpu. Seveda, da me zanima politika, ampak je tako ful preveč, ful strokovnih besed, da tako potem kar pol besed ne razumem. Recimo knjigo, ki jo je izdal lansko let pri založbi No Press, se vi zabiskali, kak je že koordinacija intime nekaj tazga, je bila ful boljša, ful so mi bili zanimivi eseji. To je moja prva knjiga Žižka, mi je bilo dejansko všeč, ampak tale mi pa ni. In sem se odločila, da je na polovici neham brati. Ker sem se dejansko matrala in tako je zelo na busu in sem bila pa čakaj malo, sem lahko neham brati. Tako da sem jo DNF-ala, tako kot bi rekli. Tako da jej, bom pa zdaj z tega svojega seznama, pa mislim, da bom zdaj eno v angleščini začela brati, zato ker mislim, da je ful zanimiva. Pogledala sem si Past Lives, sem ga že včeraj malo začela, to je korejski film. Joj, iz katerega leta je, no to ne vem, je sicer novejši, no. Zelo lep, tak pisali romantičen tudi, ampak ni podcukran. O 12-letni punci in fantu, ki se družita, sta tudi zaljubljena. Potem se ona nenadoma z družino preseli v Kanado. Potem mine 12 let, on jo išče, ona je medtem šla v New York. Se preko Skypa, oziroma pošlje mu prošnjo za prijateljstvo na Facebook, potem se preko Skypa pogovarjata. Kera nostalgija, stari, ker sem slišala pač povezava za Skype, zvok, no, to hočem reči. Kera nostalgija. No, in potem se pač pogovarjata, ona kar nekaj pol prekine, da pač mogoče nehata se mal, kar nekaj, no, in pa spet mine 12 let, ona se medtem poroči. On sicer še ni poročen, je pa lih prekinil s punco in potem pride v Ameriko jo obiskati v New York, kjer spozna tudi njenega moža. In pač ne, samo se pogovarjata in je res ful tak rešpekt, ne poljubita se in to me je so ful všeč, da ni bilo nekega varanja pa to. Tako da ja, tako počasen film, pa ja, tak lep. Tako, 3 zvezdice od 5, a ne. Zdaj bom šla pa mogoče naslednjega. Tudi Voja ima veliko dobrih filmov, no. Tako da že tam lahko zbiram. Tole smo včeraj nabrali. Koliko diši, oh my god, je bolano, koliko diši. Tako že tako voham, kaj šele zraven. Ker sta bo mi rad preveč. Pač ful lep šopak, a ni. Mi temu rečemo jorgovan. Ne vem, kako se temu reče slovensk. Tako da, prosim, napiši mi komentar, kako se reče te rožici. Hvala. Zdaj bom pa še naredila tele bučkine palačinke, ki nisem že dolg. Lep pozdravček, sem iz službe prišla. Zdaj bi kavo, jedla bi, vse bi. Kako je vroče. Nič, gremo lepo po vrsti. Še enkrat še vabi, ta druga porcija. Njami. Lep pozdravček. Prebrala sem tole knjigo od Joseph Pontus za tekočim trakom, zapiski iz tovarne. V bistvu izgleda kot poezija, ampak je zapisana kot proza v obliki poezije.
Ful dobra knjiga, ful zanimiv, brez kakršnega koli ločila, brez vejice, brez pike, ampak gre, se da brati. Nekako pol nek ritem dobiš in bereš kot neko pesem, tako, glavno 4 zvezdice, ful mi je bilo všeč, Granje v tovarni. Pa sem pa še tole prebrala, Wisdom from the Hidden Life of Trees. To sem pred kratkim kupila v medijski knjigi in ful lepi zapisi. Ta drevesa so res čudež narave, pojma nisem imela, pa itak ful lepe slike. Kaj sem edino opazila zdaj? Ko grem nazaj iz službe in ko berem, da nimam toliko fokusa. Normalno, utrujenost in pol. Ne, tudi če je zanimiva knjiga, kar zgubljam se mal, ne, kar misli otavajo. No in potem sem še naročila 2 knjigi, sem jih danes dobila od Tupaka, njegove pač poezije, če se ne motim, pesmi, no, kakorkoli. Ful zanimiv. Wow. In pa tole, Jocko Willink 2 and 13, Instructions for a Dinner Party. Sploh ne vem, kje in zakaj sem to naročila. To se pač nekaj sem morala videti. Ok, zdaj pa jaz, ko se načne. Zdaj imam tle bučkine palačinke, ki sem jih zadnjič naredila in bom dala sirček, koruzo, mislim mozzarelo, pa slanino in bom jedla kot burrito. Evo mozzarela, koruza z olčkom, z olivčkom in pa slanince. In to je to. Zelo zanimiva kombinacija s slanino, ful mi je všeč. Če ne ješ slanine, da šlo kakšno drugo meso, oziroma pač brez, ne se jaz sem ponovno to zmenila vegetarijansko. Fantastično je. Pa je spet saj, da naredim korenčkovo juhico. Porežem korenje, še malo testiram kakovost. Kako dober. Surovo korenje kot sinjeno, vsaj pri meni. Evo župca, zdaj pa počakam, da se ohladi in jo dam v hladilnik. Malo sem spala, mislim, da je na 45 minut. Minil mi je, kada je bilo 5 ali pa 10 minut. Glavno pa sem vmes še tole do konca prebrala. Whitney Hansen Harmony, mi je bila tako, govori o razhajanju, o izgubi. Začel se je ful dobro, pa je tako malo zamorjen, pa se mi zdi, da malo za Rupika ur ponavlja. TikTok senzacija. Mislim, da več ni knjig ne bom vzela. Jaz cenim 3 zvezdicami, ampak to je pa to. Lep pozdravček. Danes je svetovni dan knjige in so knjigarne vsaj v Ljubljani, no zdaj ne vem kako v drugih mestih, odprte dlje časa. Pa različnega dogodki so, tudi popusti. Sem hotela iti, ampak sem morala nenačrtovano delati dlje in sem toliko utrujena, da sem pičila dan, tako da mogoče jutri skočim, ker ena knjigarna vedno ima še jutri popuste, tako da bom videla. Dan je bil kar naporen. Se pa nekaj pojesti. Lep pozdravček, dobrodošli v LJ na kongresu z mojo drago Julijo. Kjera nostalgija. Nekdo ima bon. Prvo verzijo je zasnoval filma Naša Džubeljčana. Živjo vodnik, živjo. Med pa... Pa kisle smetane. Aja. Sem še videla. No, ti kar vzam vilčka, kle? Aha, ja. No, zdaj da počakam. Da na to tam padel vse. Nisi ne bo. Oj. Just go for it, ja. Čim. Meni dobro. Ok, se vem, da ni Marlenka sam. Oh my god. Mislim, ni slaba, no. Pač dobro, sam ni nič tako ono. Vse med se čuti pa to.
Kot nek kek zdaj je. Ja, pa med. Kisla Ja. smetana, ne vem, tu. Mislim, se prav navdušena. To je pa malo razočaranje. Za 7,5 €. Ja, to so samo eno. Ni mi slabo sam. V zvezi je še vedno bolj. Ja. Mislim, čakaj mi všeč, ko ni presladka, no. Ti držim. Ja, mogoče samo malo na sredino, ko... Ona. Tudi ne vem, kaj to so se neki. Ja, je pa lepo je. Ojoj. Znaš mi je to pohlačka. Jaz imam že. Tako drobtine. Malo ne štekam. Mislim, meni je kar dobro v bistvu. Ni presladka, kar je ful. Tako ne bi si jo prav zaželela, ali si bi pa to jedla. Kazaharico ali pa... boš to? No, čokoladno si zaželim, ne? Kar daj, ti kaj pa všeč. Zanimivo, zdaj sebe je bolj všeč. Ja, una mača zanči tudi mene ni prvi. Ja, Ja, no, samo uske. to so pa oske. Mislim, se počutim, da je vesolc. Ne, pa se ti pašejo, so cute. Res niso slaba ta očala. Hvala mami. So mejne, lepo Ja, se. pusto. No, greva. A bi ti še... Sva ima mačo, teste, mačo z banano. Čing, boš ti svoje kavice? Banana šlus. Ja, pa tako full fancy. A dobro. Dej probi. Maraš banane? Ne, What? to ne veš. Ja, tako ne more Če vem. biti zraven nekoga, ki je banana. Res, to je meni pa tako gav. Dobar dan, lepo zdrav, dobrodošli v soboto, jaz sem Frej. V glavnem, šla sem v trgovino, valjda zašvicala čist. Pul sem pretovorila. Se je dragi ponudil, da me počaka, ampak sem bila uno, ne, ker če gremo v trgovino, si hočemo vzeti cajt, ne pa da moram hiteti, ker oni šli tako delati, ne. Razen, ker sem utrujena, takrat pa ne maram. Ujdi si. Ok, pokažem, kaj sem kupila. Hamburška slanina, to sem zadnjič jedla in je res ful dobra. Potem je še toast šunka, piščanček, pa so, zdaj bodo prazniki, ne treba malo kupovati, kruh, čevapi, jogur, sladoled s karamelo, mi deluje kot Mars, tako da bomo videli. 2-krat listnato testo, pica margarita, podam pa lahko, mogoče to slanino gor, a pa uno, to šunka. Ja, pa jaz pa še res, še več sira naribam, ker je malo premalo sira na teh picah. Banane, standard, te lepi škote, samo zdaj, kaj gledam že nekaj časa in se nekaj zdaj bom pa probala. Robčki za timno nego, kumarca. Upam, da stroj ni moteč, ampak žal ne moram pomagati, to je pač realnost vsakdanjega življenja. Mislim, da razumeš. Zmer me vrečke s sabo, ko greš v shopping, prosim te. Sem prav uno, pa tudi tele, prodajajo posod dejansko. V vseh trgovinah se da kupiti, da imaš pa zasadje pa zelenjavo. Ne rabimo koristiti onih plastičnih vrečk, sem prav uno, res ka vidim, ka folk še kar te plastične vrečke, ka bi jim prav nekaj rekla, ampak ali ne moram. Sun kreme, paste za zobe, vada imam mojo nebeščino, 2 kisli smetani, cvajbal, tale sladoled, cookie dough, čeprav ni toliko dober, ampak dober, bolj to kot nič. Žabice, bobi palčke, mozzarella, njoki, koruzica, ful stvari sem vzela, ja. Kaj je tole? Bučke, cvetača brokoli,
je bilo znižano, tako bom naredila juhce z tega, čičerika bo tu znižana. In pa 2x jajca. Tadam! Tole si skupaj bilo 50 evrov, slabih 50 evrov, tako da... Ne, v bistvu ni, tako da zdaj, ko imam tle pred sabo. Se mi zdi, da je več, seveda, ko nosiš ful več, ampak v bistvu ni, ne. Tole ti lahko pokažem, kako izgleda. Ja, no. Pa sister je bila včeraj tle z najstarejšo nečakinjo, pa mi je prinesla tale šampon od Afrodite. Pa lih včeraj mi je Julija govorila o tem šamponu, da v bistvu ne smrdi počasno, ne. Drugače, ko ful diši. Pa pol mi je še tega prinesla, od te zjaje. Taka zja. Goat's milk, kozjega mleka, diši brutalno. Ta von. Obožujem. In je rekla, da ju izmenično uporabljam, in pa še maska za lase, sem jo pa že včeraj uporabila. Se mi sicer malček preveč zdala, ampak se mi zdi, da dobi lepe lase. Koliko to diši, ta von bi skozi vohala. Okay. Najprej sem planirala iti v Kranj, ker je danes ena zmenjevalnica v knjigarni Fragmenti. Ampak imam tle nekaj dela, pa bi rad to počela. Pa tudi, ne da se mi sami. I know, pač, pa kaj čem. Res se opravičujem za ta stroj v ozadju, zdaj sem poslušala nazaj. Pač ful je moteče, ampak ne da se mi še enkrat tega posneti, zato ker bom itak še kratek video naredila, tako da upam, da ne zameriš. Zdajle sem ka Dracula. Sajtrček. Dajmo probati te lepi škotke. Kar dober, sem mislim si se, da bo boljši, ampak kar v redu. Von mi ima dober, tak nek domač. Znan von sem, ne vem. Ško grizneš, ni tako mehko, ampak je dober. Cenim jih pa 7 od 10. Ko fajn pija. Kar toplo pa propaše. Sem kar produktivna. 3 stroje perila sem oprala, tle nekaj urejam, pospravljam, tako da... Zdaj jem tole korenčkovo juhico, ki sem jo zadnjič delala. In je kar malo pekoča, tako malo preveč zame. Po moje sem dala preveč popra. Ja, jaz sem ful občutljiva na pekočo hrano, jaz se sploh ne moram, stari. Yo, people. Yo, people. Lep pozdravček. Dragi, sva v nizkem štartu in greva nekam na lepš. Dobrodošli v Italiji. Monfalcone. Dobrodošli v Gradežu, oziroma italijansko Grado. Kako je lepo. Končno sem našla parking, sem že malo strašila, da ga bom našla, in pol je tle na koncu ful velik, tako da... Morje, voda. Že drugačen von. Kako je lepo, prav res morski von. Je miriš? Ne, to je miris mora na Balkanu. Jaz bi šla tudi na tole ladjo. Tole pa lepo. Mal ga piha, tako da ni toliko fajn. To hudi apartmaje, to je zapuščen. Noč, najprej je na dnevnem redu kavica. Pol pa pica. Via Pirano. Sami apartmaji, kafiče nikjer, tako da upam, da bomo našla nekaj hud most. Lover. Sva našla samo malo noter, je treba iti, tako da upam, da bo dobra kava, ker ura je pa že koliko, ne pol enih. In to bo šele prva kava danes. Evo, tako izgleda tole mesece. Tako ful luštno, ful apartmajčkov, no, ima preveč.
Pa dobro. Wow, kako hudo. Kako je lepo. Tam je pa morje. Končno kava. So pa komentirali tudi. Bom pa povedala. Čini. Lele, ko sva bila Alvijale, toliko so prijazni, polni energije, mislim, kaj tazga pri nas. Ne, pa res dela so imeli kar pri nas, tako da zakon so bili. Pa res najna, gospa na takrat je bila perfektna. No, kako je lepo. Pa bi zdaj šlo vodo? Čuden občutek, jaz oblečena, folk pa tle v kopalkah. Še zraven je kafič. Kako je lepo. Bi šla na vodo. Hude razgledance. Kaj dober. Grado je otok sonca. O moj bog, kako je lepo. Malo je težko ne snemati folk. Stari, koliko je lepo. O, kako bi se kopala. Bog diši, lepo. Ne imam občutek, da sva, sploh ne znam povedati. Tako, kada nisva v Italiji, kada sva ful neki daleč od Slovenije. V bistvu smo pa tako blizu Slovenije. Tukaj je lepo. Letele skale, mi da pa tle. Najprej sploh nisem hotela priti sem. Sem na Krono, ne da se ni nikamor iti. Ta dolga pot. Koliko pomirja to morje. Ma che cosa? Zanimiv hotel, zanimiva arhitektura. Sem že kar dosti slovenščine slišala, tako da... Kjera huda zgradba, ne vem kaj je to. Kako je lepo. Alo, živim tle? Aha, ja, prosim, hvala. Tja, hočem iti, tako da je zdaj cilj tole najdeti. Palmice! Kva sva zdaj odkrila, kako je lepo! Oh my god! Jaz si predstavljam, da živim tle gor na enem balkončku in da berem knjige. Joj, starejša gospa. Wow. Tole je pa kada smo v Piranu. Sej. To je to. Lepo.
Prav vse je lepo. Kamorkoli pogledaš, je lepo. Hotel. Kako je lepa. Wow. Zdaj pa, kada sem skočila nazaj v zgodovino, kot da smo v nekem preteklem času. Obožujem take stvari. Prav lepo je biti v cerkvi, a si veren ali ne, ta mir notranji, ko sem se prav umirila. Prav pa še. Pa le ni tako majhno mestece, kakor se zdi na prvi pogled. Pa dobro. Gremo nazaj do parkirišča. Ful je luškano mestece. Niti ni tako majhno, a se pa same ne da hoditi, kam je že tako vroče. Pa nog sem zlomila v knjigarni. Sem hotela eno knjigo prijeti. Bum. Me je kar minil nadaljevati in sem sam šla. Jaz sem čisto utrujena. No, zdaj je še plan eno kavico spiti, mogoče v Sistijani. Pa iti nazaj domov. Me se tako nikamor več ne da. Rad je rekel, če šla bomo novo, sem rekla, ne, in to je to. Lepo, nekaj noge sem videla in do naslednjič. Alla proxima. Zdaj sva v Konadu, koliko je to narobe, ker trgovine delajo v nedeljah. No se, pa tudi gostilne. Ampak ker sva tle, se glasila drugače. Ne bi šla. Ampak vse živo imajo njihovo. Tole je toliko dober, sam je drago kot svina. Oh my god, tole je v Millerju 5 evrov, tle je 3,5. Itak. Par malenkosti sva kupila, pokažem polhol. Zdaj pa voda, radenska. Dobrodošli v Sistijani, gremo na kofe. Tole je Fidel. No, Zara, doč. In Zara. Dobro je, svežilna tak. Postrežba je bila malo kot kono, ampak kava je bila pa perfekcija. Komod bi še eno spila. Tako dobre kave pa že dolgo nisem pila, je mater. Slaščičarna in pekarna. Pa je to lipa? Kako je lepo. Policijska postaja. Evo, lahko si prebereš, če te zanima. Glasno. Prav višnjo sem vzela. Oziroma spanje je pisal. Tako dobro. Dragi moji, dobrodošli nazaj domov.
končno. Sem že tako utrujena. Ja, dobrodošli v Sloveniji, fulje gužva. Zdaj sva pred Logatcem. Če ni pred Postojno, je pa pred Logatcem, a pa pred Vrtnikom, tako da... Prvič sem videla kaj takega. Hlajenje cestišča. Zdaj smo že po moje pol ure, a ne? V tej gužvi. Takaj koza. Zdaj sem že sama sebi zoprna, tako da... Ja, glavnem res, Grado je tako lepo mestece. Mal je pihal, ampak pol vmes, ko sva hodila po starem mestnem jedru, je bilo pa toliko vroče, da je bilo res ono poletje, da sem skoraj crkotna, tako da... Gledam, tole ti še pokažem, kaj sva kupila v Kupu. Ne, v Konadu. Tle sicer piše plum cake, ampak je tale kot korenčkova, se pravi korenje in pa mandorla mandli. A pa jogurt, upam, da bo dober. Od Kinderja, valjda, ki tazga pri nas še nisem videla. Tili, čupa čups obožujem, se pravi strawberry and cream, pa še bubblegum sem vzela. V bistvu, če zdaj enega odpreti. Yeah! Hočeš ti šta pit? Oh, shit! Kjera materka. Fino, pa ful v bistvu nežno gazirano. Lahko bi bilo še bolj. A, to si je dragi vzel, to je meni toliko za noč. Pa pivo, ne bomo kazali. In pa brez kofeinske kapsule. To je to. Ne, zdaj bova še neko lahko večerjo jedla. Tako da sva kar v gužvico padla. Že v Italiji sva padla v gužvico, pa pač pri nas, ne, ampak okej. Vse je okej. Naš te to, upam, da ti bi vlog všeč, sploh tole iz Gradeža, da si vsaj malo videla mestece, res ful je lepo tam. Rada te imam, lepo se imej, lep teden ti želim, oziroma lepe praznike, upam, da si frej, oziroma vsaj malo frej. Lepo se imej in se vidimo naslednji ponedeljek. Čau, čau!